Jaz hodim na swinger klube, na swinger plaže, sem nudist, nimam nobenih zadržkov glede seksa, totalno noben. Jaz imam tako energijo, ne, ko ženska reče, jaz, ko sem te videla, jaz sem takoj nekaj začutila. Ko si prišel do mene, ko si se me dotaknil, jaz sem bila cela mokra. To se mi ni še v življenju zgodilo, je rekla. Ma ne ena, to mi jih je 100, 200 reklo. Ker če mi ženska ni všeč, potem ne. Pri meni mora biti strogo ženstvena, možače ni šans. Smo že kdaj kakšnih problemov z decjo? To sem pa imel. In Policaj je bil, inšpektor pizdarija. Sem rekel, kaj pizda, če ti slabo svojo ženo pofukaš, moram je zate tlele zdaj nekaj popravljati, bod mi hvaležen pizda, ne pa da me ne deraš. Veš kaj je najlepšega, ko ti ženska reče, ne bom ti 3 dni spustila iz postle. To je nekaj najlepšega, da ženska to hoče, da se ti ženska želi, da ženska hoče tvoje objeme, tvoje poljube. Sej, nikle sem seks, jasno, da se poseksaš, ampak vse komplet. Samo moraš vedeti, ljudje smo tudi različni. Jaz sem človek, po seksu ki se naveliča vsake stvari. Naveličam po nekem določenem času, se naveličam. Jaz, ko sem bil star 20 let, pa do 30, so me sem ženska zanimale. Evo, zdaj me to ne zanima, če sem dal čez, me ne zanima. Ko sem bil star 20 let, sem tudi sanjal, dober avto, vse. In sem tudi v tistih časih imel dobre avtomobile, motor, vse sem imel. Danes, avto, da ga imam, slabšega, ki imam, bolj sem zadovoljen. In tega Mercedesa, ki ga imam, ga bom prodal, bom slabš kupil, zato ker je to zame predober, ker ne rabim, ker se vozim po nekih hribih in je tega itak škoda, pa prenizek je pa tako naprej. In nimam jaz, imam prijatelje, ki gre v Frankfurt, da gre z avtom na tesno vožnjo s Porschejem. Pa mi je rekel, če grem zraven. Sem rekel, pa kaj si naumen, da sem jaz do Frankfurta vozil, da sem šel s Porschejem voziti, ker me čisto ne zanima. Ker če bi že šel, bi raj takrat eno kavico spil, ko se ti voziš, ker mene to preprosto ne zanima. Tako da jaz se vsake stvari naveličam. Ti si zdaj dve primerjavi si dal. Primerjal si poljube z avto, ne to početi. To je kot noč. Pa eni imajo deci tudi rajši avto, kot svoje ženska. Zakaj pa imajo avte, da bodo do poljubu prišli? To je pa res. Ja, no vidiš, evo, jaz grem pa direktno na poljube. Ne rabim za to avta, ne rabim se hvaliti. Evo, še to ti bom povedal. Jaz, ki spoznam žensko, nobeno ne zanima moj denar in mene ne zanima njen denar. Samo stisnila se, samo energijo čutila, samo sva. Ti si interesanten za ženske, ker si drugačen. Tukaj v diskoteko je hodil eden, ki je ženska lovil na to foro, da mi je govoril, rekel, veš, jaz nimam čistnec, sem reven, jaz ti samo ljubezen lahko dam. In tu se je ženskam tako dobro zdelo, jih je imel, kakor jih je hotel. Ja, ampak ne rabiš niti to govoriti, zato ker to se vse zgodi v očeh, ne. Če ženska je dovolj odprta, pa to, ker še zmeraj je dosti takih, ne? Še zmeraj je dosti takih, vedno več, vedno manj je tistih, ki se hočejo navezovati, pa nekaj, ne, sploh pa ta mladina, sem to itak zblojeno, ne. Prav, dvakrat hočem seksati z moškim, tretjič pa ne več, ker se bom zatrepala, pa ne vem kaj, ne. Te mladine, to je tako vse mehansko, ne, ker seksajo. Ampak problem, ne, zakaj ženske ne žarijo? Ne? Zakaj ženske niso nasmejane? Zakaj niso polne energije, polne življenja? Zato, ker za sebe zberejo najslabše. Mi moški ne izberemo, mi smo izbrani. Nam se zdi, da lahko zberemo med tisočimi žensk, ampak nazadnje ženska izbere nas. Je tako? Pravijo, ja. Normalno. Enkrat ena starejša gospa je tu rekla. Pa nisem čisto verjel, pa sem pa malo razmišljal. Seveda, logično je. Vedno ženska nas izbere. Mi smo samo izbrani. Jaz imam lahko 100 žensk,
Ampak Drugače pa zakaj sem nimajo, kaj pravi, zakaj nimajo ženske energije, da nas te tam mlade. Isto moški. Ja, seveda. Zato, ker se jim nič ne da. Telefone, samo Ker se jim telefoni. nič, sam doma visi, igrice igra, telefone. Ekrani Meni so ljudje najbolj delajo všeč depresivno. ženske, ki gremo v hribe, tam so vse nasmejane in tako naprej. In tudi 150 kil ne more gorjeti. Tako da meni se tam v hribih čisto vse všeč. In jaz mislim, da je to. In tudi sej, kako se človek boš počuti, če je malo fizičen aktiven. Seveda, Ja, jaz sem šel logično. na delo, ker je baza 20, lepo sonce, lepo se zeleno, dober zrak, pa prehode še ne 50 Ja, sem, lepše je pa v dvoje. Ne? Pizda, Ker, lej, jaz, jaz če- pravim tako, meni je lepo je biti sam. Jaz sem zelo rad sam, samski, absolutno. Ampak najlepše je pa v dvoje. Ne? Recimo, diamanti so lepi, niso pa najlepši. Roža je lepa, ni pa najlepša. Najlepši so poljubi, objemi, seks. To je tista prava energija. Seveda, za žensko, ki jo čutiš, ne zdaj ena, ki se ti bo tam nastavila, pa je brez veze. Ne? Za žensko, ki jo čutiš. Ja, verjetno ne? sem. Veš, ka ženska, Jaz ki ne te začutim, zagleda, ker hiter ženske. ker si zaprt, Pa ker si še zaprt, pol- energijsko si zaprt. Če pa že jo eno vidim, da je ok, pa po parih dneh pa pogruntam, da ni čisto tako, kot sem mislil, Ja, da je. lej. In veš, tako kot si ti prej rekel, da ti živiš v zeleni barvi, rečemo, da jaz pa sploh zelene barve ne poznam, ti pa tudi druge stvari ne poznaš. Ja, seveda. Druge strani, jaz sem zdaj bil 33 dni na potovanju po Vietnamu, po Kambodži. Veš, koliko sem jaz temu ponudil, da bi ljudje z menoj šli, in moški, in ženske. Pa bi lahko tudi kalkuliral, kakšno žensko vzel, pa mogoče kaj bilo. Ne, jaz tudi pomislim. Ja, pa zakaj ne? Da bi. Zato, ker mi je deleč najboljš sam. Te je sam, ampak zato, ker si energijsko zaprt, se tudi lenim ljudem je najboljš, da nič ne delajo. Dobra primerjava. Ja, seveda, on je len, pusti me prner, jaz sem srečen takole. Razumeš, ne? To je pa ista varianta, ti si energijsko zaprt. Ne obstaja varianta, da rečeš, da ti je boljš, da greš sam na potovanje, kot pa če imaš eno žensko, ki Meni ti je je noro boljš. všeč, ki ti je noro všeč. In Ne dost- govorim samo enega tam, da si enega. Ne, da imaš žensko, ki ti je noro všeč in greste skupaj. In doskrat gledam kakšne pare, ki jih poznam, pa si rečem, pa Madonna, da bi jaz mogel tole žensko trpeti. Mislim, en teden bi znoril. Ja, seveda. On je pa že 30 let gleda, pa še 30 let je bo gledal. Vse zato. Ampak on verjetno zelo uživa. Jaz bi pa znoril. Jaz ti pa nikoli nisem še pomislil, da bi samomor naredil. Ampak da mi pa kdaj bi rekel, s to žensko bo živo do konca življenja, bi pa rekel, raj samomor naredim. Seveda. Enkrat sem jaz sanjalo, Da ti pa na silo živi en z let nekom. nazaj sem jaz sanjalo, da sem se poročil. Sem se zjutraj zbudil, to je bila mora zame, sem gruntova, sem se res poročil. Okay. Ne vem, da sem malo čuden, ampak vsak je po svoje čuden. Ja, se je, jasno, normalno. Jaz ne? vem, da sem fejs. Vsak živi v svoji blodni, ne, ampak lej, eni se prikazujejo milijone, pa ne bo do njih prišel, ne. Če se meni ženske prikazuje, jaz lahko do njih pridem, ne. Ti potovanja, ok, že teže prideš, ne. Vsak Lažje do potovanj pridem, kot do žensk, če sem čisto No, iskren. ampak ja, Ne, ker, rabiš. veš, tebe zdaj ženska čisto enostavno. Ti si izkusil tem. Ja. Jaz sem že izven tega. Ja, seveda. Ti najbrž vse, kar reče ženski. In tudi samozavesten si že tako. Ti že dobro veš, da skoraj vsake, ki boš prišel, veš, da ji boš všeč, ker veš, da boš nekaj dobrega rekel. Veš, kaj je tako? In že to samozavest ti že revaš, tako Ja. da ne tudi, če bo kakšen od gledalcev rekel, da ti nisi imel toliko žensk. Jaz ti iskreno verjamem, da si jih imel. Saj še sam ne Zato, ker verjamem, sem da sem. prepričan, da točno taki tipi, ki so ti, so ženskam najbolj všeč. To je moje prepričanje in tudi zmeraj govorim, da so taki bolj Jaz nisem nek lepotec, ne? Daleč od tega, da bi, pač imam nek svoj stil, to imam, ne? To furam, ampak da bi se imel za nekega lepega moškega, nisem, imam ta baby face, meni so lepi moški, oni tam dol, kaj so oni,
Srbi, to so moški pravi, oni pravi obrazi, ko vidiš, ko ga že spoštuješ, pizdarija, ko ga sam pogledaš. Ne? Ampak energijo, jaz ženska dobivam energijo, ko ženska, ko vidim, ko se kar ne smeji. Ampak ta duhovnost, pa vse te zadeve, to To ni je duhovnost, to je tudi energija. ženskam zelo všeč. Tu, da govoriš ti o energijah, tu imaš pred 50% več Ja, ampak možnosti pri energija ni ženski. duhovnost, to ni. To No, je ali čisto pa nekaj rečemo, ne drugega. vem, to o teh energijah. Duhovnost so pa to- angeli, bogovi, te pizdarije, to mene ne zanima. Energija pa ja, energija pa to, koliko ti žereva svojo energijo, koliko si samozavesten, koliko si samosvoj. Ker če ženska ni samozavestna, kaj pa potem je? Meni se pa še bolj všeč take, ki niso samozavestne. Ne, ni Neko res. samozavestno žensko, bejš od neko, kot Mora biti nežna, ženska mora biti Ja, nežna, nežna, malo ljubka, kar sramežljiva, ampak zadržana. samozavestna, da se zna postaviti še zmeraj, da še zmeraj ohranja tisto energijo. Ne ono, da je groba pa to, ne, ampak da se zna ustaviti, da zna povedati, pa najbolj pomembno je, da nisi za žensko, da moraš zbirati besede, ki so kakšne fine, ne? Razumeš? Boš nekaj povedal, pa boš užalil, je ženski karkoli rečem, ne? Pa je ne bom užalil, zato ker je že tukaj samozavestna, da avtomatsko ve, da karkoli bom rekel, da je to samo beseda, ne? Ker problem je, kot sem prej rekel, jaz uporabljam čustva v seksualni in ljubezenski energiji. Večina ljudi pa uporablja čustva pri besedah. Joj, kaj to govoriš, kaj si to rekel? Čakaj, če ti je vesolje dalo besedo kurac, pička, pa budala, pa to uporabljaj. Bod samozavesten. Ker če rečeš, ja, pička, pa ne smeš govoriti, to je strah. Strah je negativna energija. Jaz sem meni, da bi ženska uporabljala besede, kot so kurac, Ja, ker je pa bonton. pička. Bonton je pa... Mi takoj Ja, pade. seveda. A ja, tebi. Ja, mislim, mi ni to všeč po ženskah. Moški lahko Dobro, to reče, se ja, mi zdaj ženska pa pogovarjamo. ne. Ja, ne, sej tudi, veš kaj, jaz, ko pridem do ženske, ne, ki tako jo vprašam, ne, je kar takoj, jaz se takoj napadam s takimi inteligentnimi vprašanji, ne. Kaj imaš rajš, da ti moški reče, da imaš lepo pičko ali lepo muco? Ne? Že točno vidim potem, na katerem nivoju smo nekateri, ne. Kaj imaš raj, da ti rečem, rad bi te po seksu ali rad bi te pofukal, ne? Ker ene pa rajca to rad bi te pofukal, pa Ja. to veš, ne? In zdaj ti ne veš, ne? In jaz pol že avtomatsko pogovoru to noter, da točno vem, nimaš kaj zajebati več, ne? Praviš, imaš rad mlade mamice, poročene. Ne mlade, nad 35 No, nad let. 35, Ja. to sem narobe rekel. Smo že kdaj kakšnih problemov z deci? To sem pa imel. In Policaj je bil, policaj, inšpektor, pizdarija. Sem rekel, kaj pizda, če ti slabo svojo ženo pofukaš, moram je zate tlele zdaj nekaj popravljati, bod mi hvaležen, pizda, ne pa da me ne deraš. Ja, in kaj, do tebe prišel, te poklical, ali kako je bilo? Ne, njen telefon je dobil. Aha. Ali pa sem jaz poklical, pa se je on oglasil, ali kaj tazga. Več teh forij je bilo. Ja, in Ne, tako, kaj da je- sem, kaj ti je rekel, da sem kaj je užival, hotel od tebe? da sem užival, ne, sam po telefonu. Ja, in kaj so to rekli po telefonu? Mislim, kaj je rekel ta, ki se je Pa oglasil? dela z mojo ženo, ne. Ja, in ti si rekel, da pač se dobivata. Sem rekel, se dobiva, kaj je prepovedano? Saj ni. Ali sem ga še zakon kršil? In te deci On se pol lahko še pogovori kar samo s svojo ženo, ne? Z mano se ne more, s nimam kaj. Kaj ti Jaz sem z njo, nimaš ne z kaj, njim. ja. Ne. Pa pol tu še kar taki ustanejo s svojim ženskam. Ma svašta. Jaz sem, zaradi mene se je ogromno žensk ločilo. Ogromno. Pa ne sem zaradi tega, da sva bila ljubimca, da sva seksala. Ne, tudi če nisva več, tudi če se nisva več dobivala. Sem rekel, ne morem te gledati tukaj žalostne, pejt, pa se če se ne boš ločila, te nočem nikdar več videti, sem rekel. Loč se,
vem, da bo hudo, zelo hudo bo, težko bo narediti ta korak, ampak vsaka mi je bila hvaležna, ker sem jo v to prisilil, nima veze, živijo tam v neki študentski sobici, ni važno kaj. Sam, da je šla stran, da je končno na novo zaživela. Ker ko se ti enega človeka naveliča, se ga niti dotakniti več nočeš. Ja, Ker se ti gravža, dobesedno se ti gravža. Sam veš, doskrat se pa ženskam naredi, jaz sem enkrat eno na en izlet pelal, poročena, zalobila se čist in ona sanjala, da zdaj si pa želi drugačen življenje, verjetno ga je videla z menoj, samo čakaj, jaz sem te na izlet pelal, zdaj le enkrat, pa morda bi te še ne dvakrat, pop se te pa naveličal, Ja. pizdale dec te pa že 10 let gleda, pa še 10 let, pa še 50 te bo morda, ne? Tako da... Viš, jaz sem pa drugače, jaz se pa ženske ne naveličam, ker če meni ženska všeč, se ne bom kar tako naveličal, ne? Če ženska ti všeč, ne boš bil sam enkrat z njo. Ampak fora pri meni je to, da jaz grem v življenju naprej. Nekatere ženske mi lahko sledijo, nekatere pa ne več. Ker vedno življenje je tako narejeno, vedno, ko boš naslednjo spoznal, bo boljše od prejšnje. Ja, sej neki cajtak, sej kad spoznaš, misliš, da je idealna, pol pa počasi začneš odkrivati te pomanjkljivosti, tako kot ženska pri meni. Ja, zaradi tega sem ti prej rekel, se ne osredotočam na žensko telo, ampak se na užitke, ki mi jih ženska daje. Razumeš? Meni so užitki pomembni, ne ženska. Jaz samo vem, da žensko rabim, da lahko te užitke doživljam. Ampak ne gledam na žensko telo. Ja, mora biti seksi pa to, ampak ne gledam da se bom zdaj lastil, da bom moja pa ne vem kaj. Ne? Ker če boš ti gledal z tega vidika na žensko telo, bo sam napake iskal, nič drugega. Če pa ti užitke iščeš, pa napake spregledaš, ne? Žal je tako, že sam sistem ljudi manipulira in pere možgane, da najprej je delo, pol pa užitki, ne? Ne, jebeš delo, če ni užitkov. Jaz vem, da bom umrl z nasmehom na obrazu. Ostalo me ne zanima. Se bojiš starosti? Ne. Niti podrazno. Sem bil že dvakrat mrtev, tako da vem... Kako dvakrat mrtev? Dvakrat sem bil že mrtev, tako da vem, kaj je smrt, vem, kaj je po smrti, vse mi je jasno. No, ampak kaj si bil dvakrat mrtev? Klinično sem bil mrtev. Prometna nesreča, kakšen infarkt? Meni se, če ti življenje hoče, da to izkušnjo, te bo dalo ne glede na to, da se ti kaj zgodi. Recimo, enkrat sem nehal dihati. Noben doktor še do danes ne ve, zakaj. Ampak pač nehal sem dihati. In ko sem me pelal v bolnico, v bolnišnico, ko se to reče, so mi še na masko priklopili in še tam, konc, crkno. In pol po določenem času, kot da ni bilo nič, grevo. Res. Čist. Se pravi, ni nujno. Ker jaz svojo zavest dvigujem spontano, ne? Ker jaz drugega ne počnem. Če bi shodil v službo, imel družino, imam preveč drugih, nimam časa se s tem ukvarjati, ker se po življenju samo s tem ukvarjam, ne? In recimo, zakaj imam jaz toliko žensk? Jaz nimam, zdaj bo veliko ljudi, ki gleda to, misel, ja, ta je obupan nad ženskami, ne ve, kaj dela, se maščuje ženskam. Ne. Jaz sem za vsako žensko točno zavestno, zakaj sem z njo. Ne? Se pravi, vse te ženske so meni dale neke izkušnje, vse te ženske so me pripeljale do danes. Ker če ti bereš knjige, ne dobiš nobene izkušnje. Si poln informacij si poln, izkušnje ne dobiš nobene. Če te en v parku torbico ukrade, če te po gobcu, dobiš izkušnjo, ne? Ampak, če bereš knjige, zato jaz ne berem knjig, ker knjige ti dajo informacije, ne dajo te pa izkušnje. Mi pa, ne, otroku ti lahko 100-krat rečeš, ja, ne, tam ogenj v peku se boš, pusti, da se bo v peku.
Pa je pa konc, pa bo pa sam vedel, kaj je to. Dokler se pa on ne bo pekel, te bo pa debelo gledal, kaj mi govoriš tle? Naj proba, ne? Pa bo pa sam pozoren na to. Se pa mi rabimo izkušnje. To se strinjam, ampak v knjig pa tudi veliko dobrih informacij najdeš, da mogoče sploh izkušnje lahko dobiš. Saj ti pravim, informacije ja. Ko greš po izkušnje, so pa ljudje tukaj. Ljudje ti dajejo izkušnje, ne knjige, ljudje. Ne? In to lahko enkrat drugič, če se bova lahko v tem 3 ure 4 debatirava. Ne? Daj mi še povej, a ti je žal bilo s kakšno žensko, da si bil z njo? Nisem imel povsod dober seks, ne? Ker zdaj ti, ko žensko spoznaš, mogoče ti je na noro všeč, koliko je pa ta huda mačka, ne? Kaj bi pa tej delal, pa do seksa pride, pa en kurac. Ne? Ene imajo ženske, že se veš, 15 minut, joj, ne moram več. Ne. To je šele trpljenje. Koliko cajta pa traja pri te ponovadi seks? Saj ti pravim, če mi je ženska všeč, lahko celo noč, jaz lahko non-stop seksam. 15 orgazmov doživim, sem jih včasih doživljal, ni problema. Jaz ga imam lahko skozi noter. Tudi recimo, ko sva žensko, recimo tvoje te podcaste gledamo, pa potovanje, pa to, ne. Pa veš, nikoli jih ne zmanjka, ker če si z drugo žensko, lahko še enkrat od začetka. Vse gledaš, ne. Pa seveda, tudi jaz meni, ko gledam, tudi kaj komentiram, ne. Samo vidiš, praviš, da se starosti ne bojiš, ampak ko boš ti star 80 let, ne boš 15, kad ti prišlo, pa ga skozi. To me ne zanima. Jaz vem, če ti z energijo to delaš, boš imel vedno energijo. Če pa ti to samo mehansko, ja, gremo seksat, pa rabiš pa viagre, pa te stvari, ne. Se ti pravim, če ni prave energije, pa tudi prave trdote ni. Ne vem, mogoče ti tega ne razumeš, ker nisi na tem nivoju, ampak meni to totalno jasen, ne. Energija je, ker sej ti, a ne začutiš energijo, ko spoznaš neko žensko, ko jo vidiš. Pizda, ne vem, jaz vidim tamle žensko na 100 metrov, vidim, da ima lepo energijo. Pa prideš do nje in jo govori, se pogovarjata, sej mogoče ne bo nič. Ogromno ljudi me je zavrnil, ne. Ni zdaj, da me ogromno, ampak ogromno me pa tudi ni, žensk, ne. Če pri 100 probaš, pa pri eni rata je dober, če pri nobeni ne probaš, pol pa ni dober. Veš kaj, jaz sem ponosen na to, da mi rata poročeno osvojiti, ker samsko, to je preveč enostavno. Je pa poročeno ponovati lažje. Moja teorija je tudi, da je veliko lažje osvojiti žensko, ki je v vezi, zato ker nobena velikih ni zadovoljnih v zakonu, v zvezi, une, ki so pa samske, čakajo pa prince na belem konju. Ja. Ampak to zdaj si ti dal primer tista, ki o tem razmišlja, da bi imela ljubimca. Takih je pa zelo malo. Ti, ki prideš, še mogoče ne razmišlja o tem, ne? Pa rečeš, ne? Danes ženska, poročena ženska, če nima ljubimca, je že čudna, ne? No, samo se veš, kako se ženske zaljubijo, če ti si sigurno en teh, ki znaš narediti, da se ženska zaljub. Ja. Lej, tudi jaz vem, kdaj je v diskoteka prišla kakšna fanta imela 5 let, resno vse, pizda sem celo noč z njo plesal, malo ji zapel, kakšno foro ven vrgu, pizda pa je bila drug dan zaljubljena. Mislim, že tisti dan zaljubljena in pol hotla kar z decom narazen jet, ne. Tako da mačkaj moraš biti frajer, če plešeš, to si takoj magnet za ženske. Tu se verjetno strinja z mano. Ja, seveda. In tu se hitro zaljub, tako da... No, miga, šeke. In pol še malo naložiš in ona si misli... Ne rabiš nič nalagati, že za samo energijo se pove, ne. Jaz nisem nikoli ženski nobeni obljubljal. Nikoli. Da sem kajkoli, ne. Jaz sem pa zmeraj lagal. Koliko jo imam rad. Je pa res. Ne vem, koga... Ampak je pa res, da kaj pa jaz govorim o mojem življenju, ne? Ja. Ker itak, tako ko jaz živim, ga ni v Sloveniji, po mojem ga ni v svetu, ne? Jaz sem res popolna izjema in kad to ženskam govorim, ja, nemogoče, to se zmišljuješ, ni mi nobena pripravljena verjeti, ne? Ampak kaj?
naj lažem zato, da mi bo verjela. Ne? Jaz spet tukaj malo. Zakaj imaš pa prej, si mi razlagal, težave s spanjem? Jaz imam energije tukaj, jaz ne vem, vas ljudi ne razumem. Ženske govorijo, pa tudi moški, ki se o tem pogovarjaš, reče, pizda, meni seks čisto nič. Meni da seks energije, več kot seksa. Meni je vzame. Jaz ne vem, kako ste vi tu zvezani. Meni jasno. Tudi športniki so včasih mogli biti v karanteni, preden njemu tekmo pa take zadeve. Ja, ni res, kontra je. Jaz tudi, ne vem, zdaj sem bil... Seksaš pretekmo zato, da si bolj sproščen. Ne, tudi vse vzame. Jaz vem, da... Jaz sem to začel opažati že pred 30 letom, ko sem malo več se športom ukvarjal, pa sem hodil teč. Pizda sem... Ne vem, če sem en dan prej zvečer eno natepaval celo noč, ne celo noč, drug dan teč, nisem mogel 10 km preteč. In zdaj tudi sem na neke boks hodem, pa te zadeve, tudi na neka tekmovanja med tem youtuberji. Nima seksa en mesec prej, sigurno. Tu si tudi bolj žval. Sigurno. To, kar si je rekel, ni res. Športniki tam na olimpijskih igrah zmeraj seksajo, zato da se sprostijo. Ampak včasih v srednji šoli, pri zdravstveni vzgoji, nas je učitelj zdravstvene vzgoje pa telovadbe bil je razlagal, kako so te karantene laufajo pri moških. To sem neumnosti govorijo. Lej, kar se tiče vrtcev pa teh šol, kaj pa o seksu govorijo? Samo spolne bolezni ti govorijo, ne? Ja. Tam tiste umetne lesene kurce dajejo, ne? Pa tiste kondome gor, pa tiste knjige kažejo, kaj vse. Samo, da gre stran od seksa. Ker če ti to v vrtcu vidiš, ne? Ti ima skurjene možgane že celo življenje. Samo lej na spolne bolezni, moraš malo razmišljati. Spolni bolezni ni. Kako ni? Lej, v Sloveniji še ni primera, da sta se dva heteroseksualca, se pravi moški, ženska, okužila pač imaš papiloma, pa te manjše, ki se dajo pozdraviti, ne? Imaš te. Ampak kakšne AIDS, hepatitis, tega v Sloveniji ni. 6% jih je do zdaj fasalo geji, ki pač rinejo tiste pizdarije, pa nimajo kondoma gor, ne, tisto drekasto rit, sem res vesel, da nisem gej. Drugač pa narkomani, to perejo možgane, zato da sistem sluša od tega. Sistem reče, ja, spolne bolezni, AIDS, hepatitis, ni res. To dobijo narkomani. Pa jasno, da pa narkomani tudi seksajo, vse, kar si na drogi, pa še seks 100 na uro. Ne? In pol avtomatsko iz tega pol sistem je ven potegnil, da se pa ljudje okužijo. Se spomniš, enkrat je bil primer v Kopru, je bila ena Ukrajinka, ki je bila po vseh medijih, dolg časa, enih 10 let nazaj, mogoče malo manj. Ko so... Po vseh medijih so govorili, naj se grejo testirati moški, ki so brez kondoma, ker je imela vse vrste spolnih bolezni. Ja. Pol obstajajo spolne bolezni, če jih je imela. Je, ampak z drogo je dobila, z iglo. Razumeš? No, ampak glej, ti bom pa jaz en primer. Čak, da ti povem. In so šli ti ljudje testirati, niti eden ni bil okužen. Niti en ni bil okužen, pa je imela ta ženska vse spolne bolezni. Mediji so to rekli. Lej, jaz nisem nikoli imel nobene spolne bolezni, najbrž tudi zato, ker sem zbiral. Jaz, če mi je ženska rekla, da je spetem bila, je bilo to zame že preveč. Ja. Sem že raj rekel ne. Meni pa bož, da ima več, ker vem, da je izkušena, da ima rada moške in to. Se pa to gravža. Če jaz naletim na žensko, ki ne ve, kako se moškega najlepše uporablja, konec tako žensko delam. Ne?
Zato imam jaz rad vroče ljubimke. Tiste ženske, ki so se že v nekje v podzavesti imajo, da se rada ljubi z moškim. Razumeš? Nimam take, ki padajo na avte, pa uno, pa možače. Jaz imam take, ki že ves čas sanja o seksu, joj, kaj bi fajn, da bi kakšnega zanimivega, s kakim zanimivim moškim seksala. Ne? Take ženske imam jaz. Ne? Različni smo. V glavnem, da ti povem to mojo izkušnjo, oziroma to je bila izkušnja polenga mojega znanca. Ena punca, zelo lepa je hodila semla v Afriko in jaz sem jo prek enega spoznal in nisem v jajc, da bi nekaj naredil konkreten korak, zato ker je bila predobra, je bila res predobra. Lušna. Ja, je bila lušna. Huda je bila, ja, sram me je bilo, ne. Mislim, narodno se veš, boljše, kaj je težje je. Ja, ego zablokira. Ja, no, in nisem takrat nič, pa mi pa en prijatelj pove, da je nekje spoznal eno, lušna, in šel z njo in pa čez 3 dni, da ga je pa vse srbet začelo, je pa k doktorju šel, je pa rekel, da to tudi scat ni mogel, da ga je tako bolelo, da ga tudi prijet ni mogel. Dobil je eno tako kurčevo spolno bolezen, da sem jaz rekel, jebemo Boga, evo, fino, da sem bil jaz malo bolj zadržan, ker to je bila una res bomba, lužna, pa še taka, veš, da ona ni izgledala, da bi kar vsak mu dala. Pa in se je pol kontra izkazalo, ne, tako da jaz sem se tu zmeraj bal, še zdaj se bojim. To so redki. Zato pa to te spolne bolezni, to so tam v Afriki, ki je pač usrano vse, ni higijene. Ker tle, mi smo vsi sterilni, tle se ne more kaj pret, ne. Ni, v Evropi tega ni, ne? Zelo malo. Vse te pravim, med narkomani, ker kako prihaja do spolnih bolezni, AIDS recimo, ne? Slina na slino, sperma na spermo, kri na kri, ne? Se pravi, kri najverjetneje, ker ima iglo krvavo, če ni zamenov, ne? Pa potem svojo kri in je zagotovo, ne? Spermo na spermo težje, ne? Kar se tiče pa slino na slino, pa tudi. Zdaj pa tako, ne? Ni nujno, lahko 2 popolnoma zdrava se okušta. Razumeš? Ne? Nimaš tle nobene garancije. Ali pa recimo zanimivo je, to se veliko dogaja, ne? Ženska spozna moškega in seksa prvi teden, 2 tedna s kondomom, pa ne več. Ker kao na začetku mu ni zaupala. A ja, zdaj po 2 tednih mu pa zaupa, pa ne rab več. Mislim, kaka fora, mislim, neumnost. Lej, bom jaz po pravici povedal, pizda, jaz bi tudi kar hitro zaupal, pa verjel. Odle si s človekom, pa ti neke rožce sedi, eno vem, da sem imel, sem rekel, to mi je sam Bog poslal. 16 let je bila mlajša od mene, sem rekel, pizda, ki je ta zgana lušna, delala se kuke pridna, sicer pa se je skazalo, da je Lena gazdomater. Pizda, ona me je v 2 tednih prepričala, da boljše ženske na tem svetu ni. In ja, sem tudi pol jaz brez kondoma začel, pa tako naprej. Tudi brigalo me je, če bo zanosila. Sem rekel, se s to bi jaz bil, ne, pa zato, če bi zanosila. Ejoj, samomor grem dela, da bi zanosila, pizda materno, ne. Ja. Tako da smo tudi deci tukaj prfukeni, oziroma zase lahko rečem. Vse veš, ne, ko gre enkrat za ljubezen, takrat se ja, ljubezen, par lepih besed, pa tako naprej, ne. Veš, o čem se razlikujemo moški pa ženske? O čem? Ženske se zaljubljajo v besede, moški pa to, kar vidimo, ne. Ampak oboje je zjebano, ker moški se zaljubljamo v to, kar vidimo, pa to mine zelo hitro, ne. Ženska se pa pada na obljube, pa je na koncu spet razočarana. Tako da jaz recimo žensko vprašam, ne, to tudi skoraj vsako vprašam, ne, kakšna ženska si ti?
si tista, ki mora moškega spoznavati par dni, par mesecev, par let, ne vem kaj, ne, pa ga še nikoli ne spozna, ali si tistega, ki moškega začuti, pa se v naslednji sekundi vse zgodi. Razumeš, kaj hočem povedati? Ne? Ja, samo ne, če mi ženska reče, jaz sem tista, ki mora moškega spoznavati. Pjom, ja, če bi bil ženska, bi bil pa ta, ki mora že moškega spoznati, ker lepi, da moški lažemo, nakladamo. Ja, pa nikoli ga ne bo spoznala, se še sebe v resnici ne spozna. Ne? Če pogledaš sebe, recimo, kakšen si bil pred 10 leti, 20, čist drugačen, pa si takrat sebe poznal, nisi. Ne? Tako da je brez veze na to, jaz pravim, uživaj, dokler traja, ker lepše kot je, manj časa traja. Ne? Jaz pravim tako, sekunde z vsakim človekom so nam določene. In ko te sekunde minejo, življenje s tem človekom več ni zanimivo. In pa ti je vsaka druga grda ženska lepša od te, ki jo imaš. Ja, tako je. To je to. Žal. Oziroma moj rek, moja modrost je, ki sem ga avtomatsko jaz izumil, vsaka romanca enkrat mine, samo budale ostanejo skupaj, pa se prepirajo. Ali so pa grenke zagrenjene, karkoli. Ne? Enkrat si rekel, da ne želiš imeti nič lastnine. Zakaj to? Ne, zaradi tega, ker jaz sem tukaj zato, da uživam, ne zato, da si lastim. Ne. No, ampak neka lastnina, ne, se pravi, če nimaš čisto denarja, pa nimaš za jesti, ne, pol ne, to je z denarjem lahko vse kupiš, ampak to ni lastnina. Ne. Denar je preživitveno sredstvo. Ne. Lastnina je pa pol materialne stvari, pa to, ne. Ker denar ni materialno sredstvo, je materialno, če tako gledaš, ampak denar je energija. Ne. In s to energijo lahko potem ti material kupiš. Ne. In tvoje mnenje o denarju je pozitivno ali negativno? Jaz pravim tako, denar ima eno slabo lastnost, vsi ljudje so postali enaki. Kako misliš enaki? Vsak nima dovolj denarja, pohlep, napuh, nikoli ni dovolj. Ne. Če pa jaz se dobro poseksam žensko, pa mi pa še potem kakšen dan biti brez. Tudi v tem smislu lahko. Ne. Se pravi, jaz bom zmeraj dobil, na tisti, ki sanjajo v milijonih, kdaj bojo dobili. Če sanjamo po ljubu, tudi če zdaj nimam nobene ženske, bom naredil en krog okoli Ljubljanice, 3-4 bom zih, 10 mi bo zavrnilo, 5 pa mogoče ne. Se pravi, ti, če bi zdajle, če bi šla mi dva staviti, ali pa če bi hotel, da meni dokažeš, ali pa komu, lahko zdajle v Ljubljani v roku 1 ure dobiš žensko. Če je moja energija, če je to, kar meni paše, absolutno. No, samo v Ljubljani je tukaj, da ena more biti. No, ja, se začutiti moram, ja. Ker najhujši pa to, sem imel par primerov, ne, ki recimo smo šli ven, pa je prijatelj mu punco, pa je še svojo kolegico ona pripeljala, ne. Ja. Pizda, pa mi ni bila ženska všeč, kaj naj zdaj naredim, to je pa tak neroden trenutek. Ne maram, ali pa, ko pride ženske do mene, ne. Veš, wow, ti imaš pa ful dober outlook, ne, in dober pleseš, ti imaš pa dobro energijo. Ja, vse je v redu, ampak kaj ne rečem, ja, ti meni pa nisi všeč, ne moreš, ne, oziroma, kaj bo zdaj, ne, veš, če rečem, ti si pa tudi huda, ti imaš pa še lepšo energijo od moje, ne, ali pa da je ženska res taka, da mi je všeč, ne, pridem do nje pa rečem, končno ena, ki je bolj seksi od mene. Razumeš, ne? Jaz vse na hec potegnem. Ker če se ženska ne zna hecati, ne, pa brez veze. Ne? Rečem, sem prišel zdaj v diskoteki, sem rekel, mi narediš eno uslugo, pej do DJ-ja, pa rec, naj zmanjšam musko, da se lahko s tabo lažje pogovarjam. Ne? Dobra fora, ja. Pa me debelo gleda tako, kva boš v take ženske? Tista, ki se dio pa ne smejala, rekla, wow, ti si pa duhovit, ne? Je pa čist nekaj drugega, druga energija, vse je drugo, ne? Praviš tu, da si jasnoviden. To pa sem. Odkje ti ta dar?
Takrat, ko sem bil dvakrat mrtev, sem Ej, te lahko nazaj. prosim, če mogoče nekako mečkam bolj sem greš, ker mi s kamerami ven greš. Ok. Takrat, ko sem bil mrtev, Ja. ko se pa naj dam tole. Mislim, da Sem bil načrtno mrtev, da sem potem šel gor in sem nazaj prišel in sem s temi sposobnosti prišel. Ne? Jaz vidim vse smrti ljudi, vidim našo prihodnost, vidim vse. Tisti, ki me spremljajo, ki sem imel še Facebook, ne, vejo, da sem vse totalno prav povedal. Jaz avtomatsko se ne motim. Vprašanje samo je, koliko ljudje meni spremljajo lahko. Ne? No, kaj ti pol točno veš, kaj se ti bo jutri dogajalo? Ne vem, ampak recimo, to je težko o tem govoriti. Recimo, dam ti primer. Ne? Jaz sem prišel do mojega strica. Ja. In sem rekel, sta bila skupaj za mizo, žena njegova, pa on. Ne. Sem rekel, lej, se poslavljamo tebe v primeru, če se zadnjič vidva. Si ti rekel, Nemo? Ja. Ko pa govoriš uno, seveda se bova še videla uno, tretjo. Ne. Sem rekel, lej, če se zadnjič vidva, mogoče nam nikdar več prišel, pa sem nekaj izgovore iskal, pa to ne bomo povedal, umrl boš, ne pa to. In se pravi, žena je bila tam, se posloviva, vse v miru, nobenih zamer, uno, tretjo, vse, ne. No, pa brat reče, brat čez nekaj časa me pokliče, Dejan, a veš, da je stric umrl? Sem rekel, vem, saj sem se od njega že posloval, ko je bil še živ, ne. Se opravičujem, ker motem. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kot je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato, da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem, zanimivem intervjuju. Moj prijatelj recimo me je peljal z diskoteke in sem rekel, ko sem šel, ne, preden sem zaprl vrata, sem rekel, da ne boš avto vozil, kadar si zaspan. Čez 2 dni me pokliče, a veš, da sem včeraj avto razbil. Kaj pa bilo? Zaspal sem med vožnjo. Se pravi avtomatsko. Ampak jaz to govorim, bleknem,
Ampak sem še na nivoju, da se tega ne zavedam, razumeš, ne? To je, težko je to govoriti, če nisi v tem, ne? Se pravi, govorim, imel sem eno žensko, recimo, primer, ne? Sem jo spoznal, so bila tudi ljubimca, ker je bila res taka zanimiva, fajn. In ona je imela en problem, glavobole. Šla je po celi Evropi, povsod je bila pri vseh najboljših kiropraktikih, tretjo, noben ji ni pomagal. Imela je pač ne non-stop, ampak ko so pač se pojavili. Ne? Je imela tako močne glavobole, da tudi morfij ni prijel, da tudi pri zdravniku so rekli, da je nemogoče. In jaz, takrat, ko sem se medva spoznala, ni imela, ne. In mi je povedala to zadevo, ne. Sem jaz rekel, bova to že zrihtala, kaj se sekeraš, ne. In sva se pol dobivala, recimo, pol leta, mogoče več, ne vem. In njo glava več ni bolela. Prej pa nihče ni mogel pomagati. Ampak glava ni več bolela. Pol pa veš, ego pa to, ne, malo bi se ti lastila, malo je pametna pa to, ne, seveda, tudi take imaš, ne. In seveda, pa si pa nekako nazaj zaprla, ne tukaj prej, ampak še zmeraj, ne, je pa spet so glavoboli prišli, pa ima dan tudi glavobole, pa je pametna, pa bat, ne. Ampak res, noben ni mogel glavobole pozdraviti, nihče. Jaz, ko je bila z mano, je nehala glavobole na koncu čutiti. Za tega strica praviš, si vedel, da bo umrl. Kaj pa zase veš, da boš umrl? Veš kaj, za sebe, ne, ne vem to, da recimo bom jutri kakšno žensko spoznal ali pa kakje bom, ne vem, pa tudi nočem vedeti, ne. Kar se mene tiče, to so stvari, ki je tako težko govoriti, da to niso zemeljskega, ne. To moraš čutiti, razumeš, to ne moreš ti čutiti, kako jaz pri seksu čutim, noš ti nikoli vedel, kako ti naj to razložim, ne morem, ne. Ja, sej zato, ne. Tisti vedno, ko jaz seksam, si lahko iz svojega seksa, iz svojih občutkov predstavljaš, ne pa to, kar jaz, ne. Jaz za sebe, ne, imam, deloma vem, deloma pa še dvomim, ne. Se pravi, vidim, ampak sam ne vem, ali to res ali ni. Se pravi, rabim še nekako enih 5 let, da do konca dozorim, ne. Tudi to je moja življenjska pot, ne. Recimo, začel sem z velikim razkorakom, to je moje rojstvo, ne, ker sem bil nezaželen otrok in starši me niso marali, ne, in potem je tukaj to koleno je moja polnoletnost, ne, in jaz sem delal na sebi in zdaj grem tukaj v špico. In tukaj pomeni, da bom sebe našel. Še manjka mi je kakšno leto, 2, da bom sebe našel, da bom popolnoma, recimo, razsvetljen, ne. Ker če ti jaz govorim o svojih energijah, ne, ti ne boš verjel, da je to res, ne. Najbrž, da ne. Recimo, jaz sem sebe za 3 centimetre povišal, svoje telo. Do 40 leta sem bil skozi 1,78 m, danes sem 1,81 m. Povišal sem. Jaz verjamem v te energije, jaz se s temi energijami igram. Jaz za hec lahko nekoga pozdravim. Recimo, sem imel eno žensko, če ti konkretno primer povem, 1 leto se je dobivala, je hodila v savno in je bil en moški je bil in je bil zelo všeč. In oba sta si bila všeč, ampak ni moški prišel do nje, ona pa tudi do nje, ne. In enkrat spoznam to žensko in mi to pove, ne, pa sem rekel, veš zakaj? Zato, ker vidim, da imaš zablokirano energijo. Bova to energijo odblokirala in se bo stvar zgodila. Ko sem ji odblokiral ta energijo,
ko ob torkih je hodila v savno, ne? In vsak tork, in potem moški, ki je gotovo, da je hotel, pa tudi takrat tudi on potem zmeraj ob torki hodil v savno. Ne? Ampak nikoli ni, več kot 1 leto ni prišel do nje. Sem gledala, sta se smejala, sta se sta se že poseksala z očmi, ampak ni prišel do nje. Ker je bila energijsko, je bila zaprta in avtomatsko ni bilo dovolj močne energije. Ne? Jaz mislim, da je to pa strah na obe dvojih strani. Strah je blokada. Strah je največja blokada. No in jaz sem potem to blokado njej dal stran, je rekla, v torek je šla v savno, takoj prišel do nje, je rekel, je prišel do nje, je rekel, ne vem, kaj že rekel, a želiš tukaj biti ali nekam grejo? Sva takoj nekam šla. Takoj. Prej pa 1 leto ne, ker je imela tukaj zablokirano energijo, da avtomatsko ne moreš. Ne? In če ti zdaj energija začnem govoriti, recimo, evo, lej, to so ogromne stvari. Te energije so zelo zabavne, ne? Res zabavne. In ko se s tem igraš, jaz tudi recimo nisem bil že 20 let slabe volje. Vse se ti dogajajo slabe stvari, ne? Seveda, vsakmu se, ampak z mojo zavestno inteligenco ne dovolim, da to vpliva na mojo voljo, ne? Se pravi na moje počutje. Ne? Se pravi, karkoli iz zunanjega sveta ne dovolim, da vpliva na moj notranji svet. Ker jaz imam pod kontrolo svoj notranji svet, zunanji svet ga pa nimaš, to je svet, ki ni tvoj. Ne? In težko to govorim, ne? Ker pač ljudje niso na tem nivoju. Ne? Ampak je pa to res wow, super. Ne? In tudi, se ti pravim, in če si na tem nivoju, ženska začuti tvojo energijo, se energijsko povežeta, ne samo z očmi. Ne? Ker veš, kaj je ženska. Ne? Ženska je tisto, kar ostane, ko v temi ugasneš luč. Kaj ostane? Razumem. Ženska, ko v temi ugasneš luč, kaj ostane? Ostane toplina, ostanejo dotiki, ostanejo občutki, ne? Jo božaš, jo stisneš, jo poljubiš, to so vse drugačni občutki. Ne? Ker svetlobo rab ego. Za ego je pomembna lepota, ampak globina je pa drugo. Ne? To, če ti, kaj je lepše, da ti žensko gledaš, wow, kako si huda, kako si lepa, ali da ti žensko stisneš, pa jo poljubiš, pa jo poseksaš. Ja, to je to. Globino rabiš, ne? In seks je najmočnejša globina. Seks je najmočnejša energija v vesolju. Ne? Zato imam jaz rad seks, ker pri seksu ni noben izkoriščen. Karkoli boš ti v življenju počel, boš zmeraj to samo za svoje čustva delal. Ne? Ko pa ti seksaš, pa oba uživata. Enkrat mi je ena ženska rekla, ja, mi je izkoristil, pa sem jaz se vprašal, si uživala v seksu? Ja, to pa sem, v seksu sem pa zelo uživala. No, če si ti bolj uživala v seksu kot on, pa si ti njega izkoristila. Ne? Če ne gremo na ta materialni nivo. Ker tudi, če gledamo ljubezen, kaj je ljubezen? Ne? Jaz napišem knjig, ker jaz zdaj bom v 5 minutah povedal vse, kar moraš vedeti o ljubezni. Ne? Jaz ljudem rečem, vzem A4 format in napiš, zame je ljubezen to pa to. Ne? Kaj za te ljubezen? Kaj bi? Da te ljudje sprejemajo, da ni vojn, da so dobri do tebe, vse veš, kaj vse, ne? No. To ni ljubezen, to so tvoje želje. Nobene ljubezne ni tle. Ljubezen je energija, ki ustvarita dva človeka, če med njima dovolj velika, močna seksualna privlačnost. To je ljubezen. Pravijo, ljubezen, jaz sem ljubezen, vsi se rodimo kot ljubezen, ma kurac, vsi se rodimo kot praznina. In potem vse v življenju delamo samo zaradi tega, ker želimo to praznino zapolniti.
In jo narobe zapolnjujemo z denarjem, z materialom, z otroki. Ma kurac, kaj imaš otroke, če pa še zmeraj ne žariš, če si še zmeraj zagrenjena. Vsega zagrenjena si lahko tudi brez otrok in brez Mercedesa. A rabi za to. Ja, samo do ženske bolj zagrenjenih, zato ker nimajo otrok. Lej, jih poznam, to je zdaj glih moja generacija in jih kar nekaj poznam. Ena ženska mi je zelo dobro rekla. Mi je rekla, sem se poročila, ker sem bila osamljena. Ja. In sem se ločila, ker sem bila osamljena. Razumeš? Ja, Se pravi, če ti nimaš v glavi pošlihtano, če tvoja psiha ni 100% tam, ko mora biti, da si v nekih blodnjah pa to, ne? Ja. Neke srečne družine, tega tudi v pravljicah nekaj šele. Ne? Ni nič. Si lahko samski, lahko si na koruzi, lahko si poročen. Če nimaš ti v glavi pošlihtano, je vseeno, kaj si, boš nesrečen. Zato jaz ves čas sem poln energije, poln življenja, temperamenta, ker imam v glavi pošlihtano. Ni nujno, da sem milijonar ali pa ne vem, v glavi imam pošlihtano. Ne? In tudi recimo pravijo, lenuhi so nočejo delati. Ne? Ni lenuhov. Pač enim niso prioritete to, da imajo veliko denarja. Imajo druge prioritete v življenju. Ne? Enim pa prioriteta, da so deloholiki. Ja, samo človeka, ki ima tudi okoli bajte vse razmetano, pa je tu klen, da se mu niti pospraviti ne da. Tak je lenuh, sigurno je. Vprašanje, mogoče pa je njemu bolj pomembno, da ima tukaj not pospravljeno, kot pa okoli sebe. Ne? Veš? Ja, no, ampak nekam senjako tudi ne more živeti. Jaz sem enkrat imel zelo dobro misel, napisano. Lahko me obrišeš z umazano brisačo ali pa umažeš, ne? Ja. Ampak moja duša je čista. Razumeš, ne? Lahko me ti z blatom zapacaš, lahko me ti pretepaš, karkoli. Moja duša je čista. Ne? Prej si to svoje tetovaže omenil, kako pa, da si se to tle na obrazu potetoviral, ni to ravno najbolj običajno? Ja, zaradi tega, ker je to drznost, ne bilo zanimivo, da sem kje na telesu, ne? To so že vsi se čičkajo tam, ne. Spet je ven fuknilo, ne. Ja. Morajo povedati, da ne bojo folk mislili, da smo kaj brisali. Več ne brišemo. Okay, kjer sva končala? Tatuji, zakaj ste tetoviran? Ja, zato, ker, veš, koliko je ta tatu položil žensk? Verjamem. Zakaj? Ker vidijo, da sem drzen, ker vidijo, da imam jajca, ker vidijo, da sem drugačen. Ženske imajo rade drugačne moške. Ne? Recimo, vsi hoče biti isto, ne? Ta poprečen svet. Ne? Jaz sem normalen. Ne? Veš, kaj pomeni? Normalen. En mal nor. Ne? Tako da, če mi nekdo reče, ti nisi normalen, pa to vzame kompliment. Je pa tak, če si slišal za njega Roman Vodeb, pa pravi, da tisti, ki so tetovirani, so zato tetovirani, ki imajo zamero do očeta. Če ti veš, zakaj daš, ti daš vse, kar lahko počneš, je zavedno ali pa nezavedno. Ne? Ja. Jaz tukaj rečem, budala ima samo eno lastnost dobro, da se ne zaveda, da je budala. To je res. Mislim, to je tudi narava najbrž naredila, ker če bi se on zavedal, kakšna budala je, bi šel samomor delat. Ker... Zdaj, če bi zdaj tlele nekega Batmana, pa to karišajo, pa neke križe, ne? Križ je najbolj satanistični simbol. Ne? V bistvu križ ni križ, ne? Ker če daš otroku križ narisati, kako ga bo narisal? Enakomerne krake, ne? Ne bo narisal tako dol, ko je križ. Se pravi, to ni križ, to je meč zapičen v zemljo in nos večno sporočilo, ljudje bojo celo življenje prelivali kri. To je cerkev, to je čisti satanizem, to ga greš noter, to te takoj mračnost, ta energija, mračna energija,
To ni nič lepega, tle ni nobene ljubezni, seksualne energije, tle ni nobenih nasmehov v cerkvi, stran od tega. Ne? Se pravi, nisi veren. Ma kaki. Takrat sem hodil v te pizdarije, ko so me starši prisili, ampak pa ne več. Ne. Imam zakramente, do poroke sem prišel, oziroma do poroke, poroko še nisem. Kaj si me vprašal? Si že odgovoril glede tetovaže. Zamera do očeta, če je tu kaj bilo. Ne, jaz imam to vse pošlihtano. Jaz se razumem. No, sem si rekel, da si bil nezaželen otrok. Ja, zakaj si bil nezaželen otrok? Pač to mi je mama tudi večkrat rekla, ne? Ampak imam isto pošlihtano. V bistvu one dva mene sovražita. Ne? Tudi danes me sovražita. Od nekdaj. Od nekdaj že. Sam foter je pasiven, me pasivno sovraž, ne? Se pravi, sem izmejčka, tret, ampak celo življenje z mamo drži, nikoli ni z mano potegnil, ne? Ker naloga starša je, če se en starš spravi na otroka, ga mora drug starš braniti otroka. Pri meni je bilo pa tako, da sta se oba starša name spravila in jaz nisem imel nobenega, kamer bi se lahko zatekel. Ne? To je, ampak jaz sem vesel, da je tako, ker točno take starše sem rabo, da sem lahko danes to, kar sem. Razumeš? Se pravi, na materialnem nivoju deluje tako, da človek je hudoben, kad je nekaj slabega naredil. Ampak na višjem nivoju je pa tisti tvoj največji učitelj. Ne? Največji učitelj. No ja, se je tudi mrzdu na tem svetu uspe, zato ker je mu neko hudo travmo, ne vem. So bili fejst revni doma in on je zdaj pa ful uspešen podjetnik, zato ker mu je bila to bolečina in je bila pol motivacije, da uspe. Nenormalno velika, poznam kar nekaj takih ljudi. Ne. Če so tebe starši razvajali, ne boš nek hud podjetnik. Ne, boš na telefonu. Težko pa tudi pravijo, ne, tudi, da ta tret rod ponavadi propade vse skup, ne, če en rod ustvari, ta drug ohran, ta tret pa zaprav. To je zato, ker ima vsega dost in mu pol ni nič več interesantno. Ne. Zdaj, če ti lahko dobiš vse, kar češ, se pol čist brez sveze. Seveda. Ne, sej tudi, znaš več cen življenja. Ne znaš več, ne. Sej, če pogledaš tako, ne, danes vsi ti, ki se v tej duhovni zablodi živijo, ne. Ja. Jo, jaz sem skromen, a vsem ukazuje. Psu ukazuje, otrokom ukazuje, staršem ukazuje, neskromen. Tista druga beseda kaže ponižen, ne. Ponižen. Halo, ponižen človek ne bo nikoli. Ponižen človek ne more biti jezen, zaradi tega, ker on je on pros. On bo prosil, a mi lahko to narediš, a mi lahko pomagaš. Ne? Tisti, ki so pa agresivni ljudje, ne? Pa naredi to, pejt sem to nared. Ne? To starši delajo svojim otrokom, pejt sem to nared. Ne vprašajo nič, to je totalno brez občutka. To samo rinejo. No, pa vsak človek ima zmeraj si boljšo sebi misel, kad sem eno ženskomu, to je bila toliko zapravljiva, da ne moreš verjeti. Sicer najbolj za moj denar, ne, veš tu, kamor, ko so se dubla, kamorkoli sem že, ona je bila nekaj lačna in ona je najdla nekaj najdražjega, zato boš neka pička materna za 30 €, ki se niti znaješne, ne. In pa ona enkrat meni prav, da je hvaležna očetu, ki jo je skromnosti naučil, ker toliko skromne ženske, kakor je pa ona, jo pa ni. Sem si mislil, pa jaz ne poznam bolj zapravljive ženske, kakor si ti. Viš, ti misliš, ja, ona misli, da je pa skromna. Vidi vse druge sebe. Ja. Ampak zakaj ti življenje recimo dalo to žensko, ne? Zaradi tega ona je zelo zapravljiva, ti pa nisi. In da potem prideta mal na Ja, sem nisva prišla. Se pravi, da ti mal začne zapravljati, ona pa da mal manj začne. Ne? Se pravi, oba imata tukaj šolo. Ne? Ja, jaz se nisem, sem to zelo hiter zaključil, ker če bi 5krat manj zapravljala, bi zame še zmeraj preveč. Jaz sem najbrž pa ne bil ful čuden, kako ona je zdaj lačna in
Meni je zdaj težko je 30 evrov, da tam za neke prepečence, za se veš, v Ljubljani hitro znajo kaj dragega ponuditi, ne, in ona tisto, kar najbolj drago zagrabla, ne, tako da... Ego. Da, ne vem, ja, tako da... Kaj pa je po tvojem ključ do srečnega življenja? Sreča je čisto enostavna stvar, ne? Prej sem rekel ljubezen. Ljubezen ni to, da ti nekaj zahtevaš, da bojo vojne minile, pa to, ne? Ali pa ljudje, ki meditirajo, ne? Kateri ljudje meditirajo? Samo nesrečni ljudje. Ker če si srečen, nimaš potrebe po meditaciji. Jaz sem to meditacijo, to je zdaj tako popularno in ta duhovnost. To je Satan. Kako misliš Satan? Kad ti daš tako ali pa tako roke, ne? Veš, kaj imajo tako. Ti vedno šestko kažeš, ne? 1, 6, 2, 3. To je pa največja satanistična številka, 666. Ne? In ti, kad tako meditiraš, potem pa še noge prikrižaš. Ne? Zakaj noge prikrižajo? Zato, da ni pretoka energije. Oni avtomatsko s tem, ko prekrižajo noge, ne? Se veš, dajme v lisice. Ni pretoka energije. Kdo je sploh ta Satan, o kom tu govorimo? Ni to neka energija, da bi to Satan pač kot nekaj negativnega. Ne? Ni to zdaj nek človek ali pa Bog, pa to. Ne? Bog ne obstaja, ker če bi Bog obstajal, bi se vsem pokazal. Zakaj se skriva? Zato, ker ga ni. Ne? Jaz bi verjel v Boga, če bi Bog res obstajal. Ne? Ja. Potem bi moglo biti tako, ko si polnoleten, določimo, da si polnoleten pri 18 in se ti pokaže Bog. Živo, jaz sem Bog, jaz sem ustvaril planete, jaz sem vse ustvaril, evo, tle sem ta energija, takšen sem, tako izgledam, mogoče se ti ne bom nikoli več pokazal, mogoče me ne boš nikoli več videl, ampak vidiš, prišel sem, pokazal sem se in to je to. In se bojo ljudje pogovarjali, ja, jaz sem bil polnoleten, meni si tudi pokazal in sem. Zdaj se pa sem tistem prikazuje, ki so oblodni. To je šizofrenija. No, jaz tako pravim, če bi jaz bil Bog, ne? Ja. Jaz ne bi od ljudi zahteval, da mene častijo, pa molijo. Pa... Jaz bi jim rekel, fino se mejte, nič ni treba mene častiti. Nič ni treba, nič, tako da to je. Ali pa ona mi je najbolj butasta, ki pravijo, ne, ki popraviš, ne, zakaj je pa tako hudega na svetu, če bi Bog lahko to vse spremenil. Pa pravijo, zato, ker nas Bog preizkuša. Ne vem, zakaj nas Bog preizkuša. Sej Bog je jasnoviden, Bog točno ve. Ve, kaj je. On točno ve. Če mi nekaj da možnost, da bi jaz ukral ali ne bi. Se on že prej ve, a bom jaz ukral ali ne bom ukral. Tako da to so mi take čudne. Veš, kaj je pogoj za Boga? Pogoj za Boga sta dva pogoja. Prvič je misel, se pravi, če ti ne razmišljaš o Bogu, pa ga ni. Ne? In pa drugič, religija. Če ni religije, tudi Boga ni. No, jaz sploh ne vem, kaj je razlika in najbolj so mi smešni oni ljudje, ki pravijo, jaz v Boga verjamem, v cerkev pa ne. To je eno in isto. To je isti kurac. Isti kurac. Pomembno je, da ti verjameš v sebe, v svojih občutkih. Če meni telo reče, jaz bi seksal, ja, pizda, mu bom dal seks. Ne? No, kar se meditacije tiče, ki praviš, da je slabo, ne. Sem pizda, meditacija se človek dobro počuti, ne, sej molitev je neke vrste meditacija, zato pa so ljudje molijo, sej meditacija. Jaz zelo rad, če sem na morju, se usedem ob morje, gledam, nič ne gruntam, ali pa kaj gruntam, se to tudi ene vrste meditacije. In jaz se fino počutim. Zame je ples meditacija, zato hodim v diskoteke. To je zame ples. Ker kaj pomeni meditacija? Meditacija pomeni stanje brez misli. In ti takrat, ko plešeš, ne razmišljaš, takrat se samo prepustiš. Ne? To je to. Če pa ti samo meditiraš, kot lele, pa daš pa ono, ti razmišljaš, da ne smeš razmišljati. Se pravi, že razmišljaš. To ni meditacija. Če si pa ti na plesu, boš pa misli čist klopu, ker se pustiš samo
samo plesal. Ne? Če pa ti brez veze, to meditacija je tak natek, to je, ampak pač to je No, kaj misliš po vseh teh duhovnosti, ki so zdaj vsi neki v duhovnost padajo, ne vem, in moje opažanje, neke ženske malo starejše, ker včasih so dobro izgledale, se je svet okoli njih vrtil, zdaj pa tu ni več, se najdejo pa v nekih teh sektah, teh, mislim, kar neke indijske nadimke si dajo, pa pa tret. Kaj si misliš o teh stvareh? Poznam ženske, ki so se razsvetlile in so šle iz tega ven in hvala Bogu, tudi take so. Ne? Ja, tiste, ki so noter, pravijo, da so razsvetljene. Odkaj razsvetljene? Odkaj? Kaj doseže z meditacijo? Brat mi je rekel, da me boš naučil meditirati, ker sem preveč v stresu. Ja, pizda, znepsi stvari, ki ti povzročajo stres, ne pa meditirati. Kaj boš zdaj meditirati? No. To je neumnost. Če hočeš, da nisi več pod stresom, tisto, kar ti povzroča stres, vrsti stran. Zakaj misliš, če bi jaz zdaj, ne vem, eno oranž službo, pa bil jaz direktor, už kakšen stres bi bil. Halo, sem ne imel časa ženske pogledati. Zakaj mi jaz ne hodim v službo? Je zaradi tega, da Ja, se če ženske bi hodil v službo, bi tista številka šla saj na puh. Več, ne, se nimaš kaj, ti so sodelavke, ker bi bile v službi, pa konc, ne. Pa domov, pa na kavč padeš, ne. Zdaj, kdo prav meni? Jo, imaš firmo, ti bi mogel vsako, eni tu direktori dobre ženske zaposluje pa to. Ampak jaz v svoji firmi ne morem osvajati žensk, ker sem preveč živčen, prenese dodatne težave. Se veš, če se z eno zaplev, s kelner za katero zaplev, je pol bilo takoj vse narobe. Ja. In krat začela, in in tretji, in vse. Veš, domača rataš. Ja, tako da verjetno je fino, če imaš neki neodgovoren šiht, da ni glih neki ful odgovorno, pa da si v nekem ženskem kolektivu, pa da ni tvoja firma, verjetno ti tam lahko res rastur narediš, vse nategneš. Absolutno. Če imaš pa svojo firmo, pa ne Jaz moreš. sem se z zlatom ukvarjal in sem po domovih hodil, ne. Ja. Ker to mi boš po domovih hodil. To sem to take ženske spoznal, da to res ni bilo, ne. Res in pa tudi, sem kurc, ker sem prišel, ne, wow, huda ženska, ne. Ja. Pa ne veš, ali sama je mož uno, tretjo, ne. Pa zmeraj imel občutek, Pa sem- malo pa lečeš je prodati, ne? In ji hočeš prodati in si manj sproščen. Ne, to jaz sem... Ja, jaz bi bil. Tla ni. Jaz sem me je not povabila, ne, v stanovanje iz hodnika in jaz hitro začnem, ne, kje je pa tvoj mož, kje so pa, je še kdo pride, ne, rečem, več ko jih je, več ko slišiš to informacijo, boljše je, ne, ne, bova sama, sama, super, ne, vse mi je tudi všeč, da sva sama, ne. In pa sem kar takoj, ker sem že točno začutil žensko energijo, viš, da si ji všeč, ne pa to. Ja, In sem kar takoj, sem rekel, kaj bova zdaj tole podpisala, po seksu ali pred seksom. Zdaj bil pa korajžen. Čist takoj. Res, če mi ženska všeč, ni noben problem, ne. Dej za na koncu. In tle sem jih res ogromno dobil, tle sem jih res. Včasih je pa tudi partner bil, ne. Ja. Pa sem ji pa mail napisal, ne. Sem rekel, zanimiva ženska si mi, ne, s tabo bi kaj lepega doživel, če si za, se vidva. In kolikšna je bila procentualno? Pa tam 50-50 je približno. No, to je vrhunsko. Zdaj, če 10% je dober. Meni ni problema, zato ker ženske mene začutijo, ne. Če imaš tako energijo, kot si ti, ne vem, če bi jih imel, pa bi res mogel imeti avtomobile, razumeš, ne. Ja. Pa denar, pa to. Ampak ta moja energija je ženskam všeč in hoče probati to energijo, pa če za eno noč, za 1 uro. Ti verjamem, Ne. ker In to je to. taki so všeč ženskam, kot si ti si. Ja, in pa nisem nič, da bi rekel, kaj, živ sem, energičen, ne. Ljudje smo zombiji postali depresivni, ne. In tazga, kako boš ti s takim človekom, se ne predstavljam, kako te dva depresivca seksa.
Ne vem, niti predstavljati se ne morem. Ne? Jaz pa ne, jaz sem pa energična in to ženskam vidi, da sem skozi nasmejan, da se znam zabavati. Jaz, ker sem žensko, se ne moreš skozi seksati, ne? Ampak medva se po 2 ure smejiva, kad take pokam ven, ne vem, od kje jih mečem, ampak to reče, ne morem več, trebuh me boli, ne morem več, ne. Do solz, do ono, kje mečem, ne vem, ampak, veš, če mi pa ženska, ki mi ni všeč, ne, tisto se mi pa niti ukvarjati ne da, rajš nič kot pa, ne. Evo, da ti recimo povem 2 ženske v sceni slovenski, ki so mi všeč. Ena je Ne grem na kolena, kvaj že? Pa to sem nekje slišal, ampak ne vem, jaz kje je ta. Lendero, Saša Lendero. Saša Lendero, ja. Ona mi je res taka ženska, nežna, ljubka, čudovita ženskica, nesmejana, čudovito telo ima, Ja. vse je super, ne. Pa recimo, Ja, pa se je kaj pokontaktiral? ne. Tina Gorenjak, ona mi je bila pa tudi včasih huda. Samo ona ima pa možgane čizjebane, ne. Ona, tukaj lepa ženska, res ono erotična, seksualna, ni da ni. Pa pizdarija, pa ne vem, če 5% svoje lepote, te svoje energije izkoristila. Enkrat sem jo videl v cvetličarni, vsa nažgana, pijana, pa mi je vse minilo. Fak, škoda te je ženska, kaj delaš, pizdati, ko bi lahko svojo lepoto, ki je res lepa ženska. Pa ne. šel do nje pa je povedal. Ne, ker sem videl, sem imel malo drugačen vtis do nje, ne? Da je res taka skolerna, pa vidim tam nažgana, pijana, ja, to ti pa se mine. Take pa ne, alkohol pa mene takoj odbije. Cigarete pa ne tok. To cigareti, ampak se ti pravim, kaj bom delal s pijano žensko? Ne moreš se pogovarjati, nič ne moreš. Ne? Dobar, ampak sej kdaj... Dobro, ti čist nič ne piješ, ne? Ne, od 19. leta nič. Lej, sej alkohol ni dobra stvar, ampak jaz posebej mislim, da če se ga pa človek enkrat na let nažre. Pa zakaj bi se? Jaz sem zadovoljen. Ma je malo drugače. Jaz Tudi sem- debate s prijateljem so drugače, ki ga mečkan spiješ. Tako da... Ja, ampak pri meni ne, jaz sem že totalno sproščen. Jaz recimo, ne, ko živim na tem nivoju, ne, jaz sem ves čas zadet. Ne? Kot da bi bil ves čas zadrogeran. Ne rabim alkohola, ne rabim meditacije, jaz ves čas živim v tem stanju. Ne? Ker nimam niti ene skrbi v življenju, nimam. Edina skrb mi bo, katero žensko bom spoznal, s katero bom bil. To je edina skrb. Ne, katera me bo zapustila. No, jaz hočem tu reči, da če una enkrat se ga malo napila, mogoče glih in ne smeš tu za tako slabo vzeti. Ma ne, mene to mine, ne, ker da to dela s svojim telesom, ne, to ne rabim. Da se tako malo spoštuješ, da je, ne vem, deci alkohola več vreden od tvojega telesa oziroma od tebe, to mi je res čudno, ne. Ne vem, da se niti tuk ne cen, kot je deci alkohola, niti tuk se ne cen. Take ljudi ne moram spoštovati, ne. Isto kot recimo, ne vem, Salome, ne, če gledaš. Ja. To je tudi zjeban do konca. Rodil se je moški in zdaj si domišlja, da je ženska. Zakaj? Zato, ker je dala kurca razrezati. Zato, ker je dal kurca razrezati. No, jaz te stvari tudi ne zastopam. Nič nima zato ženstvenega, niti ne bi. nima hormonov ženstvenih, nima jožk ženstvenih, nima riti nog ženstvenih, nima občutkov ženstvenih, nima nič feromonov, ničesar nima ženstvenega. No, sem se zajebano, če si drugačen, kako si tu pomagati, ker se vidiš ene ženskih, vidiš, jo točno vidiš, da ta ima moške hormone. Vidiš ga, da je napudec Možača. in tu si ne more po mojem pomagati. Ja, ampak ona si ne domišlja, da je moški. Ne? Michael Jackson je dal da je že razpadel, tukaj ga je dal operirati. Ja, grozno. Ampak ni pa si domišljal, da je moški, da je ženska. Ne?
Hitler je hotel pobiti vse ljudi, nisi pa domišljal, da je ženska. Ko se ti domišljaš, da si ženska, to može biti pa res zjeban v psihi. To može biti pa res zjeban. Ne? Ker kaj Salome reče? Ja, zdaj sem se pa najdel. Ma kaki, ti bežiš od sebe stran. Ti si moški in celo življenje živiš od tega, kar ti v resnici si, bežiš stran. Samo ti nisi v tej situaciji, tako da ne moreš vedeti. Ja, to so travme, to so one. On bi se mogel s temi podzavestnimi vzorci, ki jih je dobil kot otrok ukvarjati, ne pa s telesom. Ne. To je zajebal in zdaj je konc. Ampak za medije pa fajn, ker itak mediji LGBT promovirajo, ne, in ko ti na Salome pomisliš na LGBT in večkrat, ko pomisliš LGBT, bolj boš to sprejemal, bolj bo to v glavi in sve, tako se pere možgane. Ne. Zdaj za na koncu še povej, kakšne imaš plane za prihodnost, vse ostane tako, kot je, ali imaš kakšne plane? Do smrti bom tako živel, kot zdaj in ne bom spreminjal. Ne. Jaz pravim, raj sem zaljubljen, v dvoje živim pod drevesom, kot pa zagranjen v veliki vili. No, lepa misel. Ja. Ja, to je bilo dejan to, kar sem te hotel sprašati. Saj so bila kar dolga 3 urce. Ja. Tako da hvala ti, da si se oglasil. Pa bova čez kakšen let ponovila, Ja. če bo kaj drugače, če bo cifra kaj višja. Ja, jaz pravim tako, ženske, ne, poslušajte sebe, zaradi tega, ker če boš celo življenje sem druge poslušal, noš nikamor prišel. Ne. Svoje občutke, tvoje občutki ti pravijo, kaj bi ti Pa pogumen moraš biti, da se upaš nekaj narediti. Ne? Ja, sej seveda, brez poguma ni ničesar. Nekaj mrzdu. Samozavest. Zato pa, zakaj ljudje hočejo veliko denarja? Zato, ker Zaradi hočejo samozavest. samozavest filati, ne. Ali pa, ki greš na fitness, ne? Kdo gre na fitness? Ego gre, da ego svojo samozavest fila. Največje reve, največje zgube so na fitnessih. Ne? Tam so največji strah. Pa to se ne bi, to se ne bi strihal, ampak jaz razumem. Tam so največji strah. Se ti pravim, tukaj tle imajo vadbe, pa to, pa ta punca, ki ima, Ne, pa mi je govorim za par fitness, govorim stvari. za fitness. No, vse to podobna zadeva. Ni, to je drugo. Ne, To je hoče me... oblikovanje telesa. Ja, no, ne, saj meni je tudi, ni lepa ženska, če brez riti. Ne, tako da Saj jaz- je fino, če gre malo na neke vadbe, pa da ima rit, pa tudi jaz verjeten, ne. Saj jaz tudi, ne? Ampak da bom pa tam na fitnessu pa da bom hodil na fitness, pa me bo ženska poklicala, rekla, daj prid k meni jutri ali pa kadarkoli, pa bom mislil, joj, ne moremo v fitness. Ni šans, veš, da grem k njej. Bolje me kurac fitness. No, sem je fino, malo se razgibaš, tret, jaz sem k te punci hodil en Kaj, cajta na vadbe in imaš tu je ful dober, ker sam, jaz pa sem bil cel življenje športnik, niti počepan nisem znal prav narediti. Kaj šele skleca. Ne, tako da je fino malo, da sem malo Ampak razgiban. misliš, da pri seksu pa ni napora, misliš, da seks ni gibanje. Je. Če ti seksaš 5 minut, 10, ok, ni. Kaj pa, če ti malo dlje seksaš, pa to. Lej, tu se tudi Po strinjam. seksu pizda me za vsako trebušne bolijo. Ne? Pa tako, se pravi, moraš napor. Sploh pa, če tako, imaš kakšne take malo bolj zahtevne poze, pa ne vem kaj. Ne? Kaj veš, pri seksu je vse dovoljeno, tam si daš duška. Ne? In res, jaz mislim, da seks je najboljša telovadba. Si zadovoljen, pa še telo malo rekreiraš. Ne? No, tu se strinjam, da je rekreacija. Ne. Sej, lej, predstavljaj si recimo, ne, da bi vsi ljudje danes bili vsi dobro poseksani. Vsi bi žareli, vsi bi bili veseli, nasmejani. Se veš, v osnovni šoli, ne?
ali po srednji šoli, je prišla prfoksa nasmejana, kaj smo rekli, danes ga je pa fasala. Ne? No, mi to nismo rekli, samo pa enkrat zaposleno eno, ki so vsi sprašvali, pa kako da ste zmeraj tako dobra volja. Je rekla, zato, ker po noč dobim tisto karčem. Zato so meni všeč blondinke, ne blondinke, te ljubimke. Ljubimke so vedno vesele, ne? Lej, še nekaj bi tukaj rad povedal, zelo pomembna stvar, pa je nisem, ne? Se imava še čas. Ne? Ja, malo. No. Najhujše je, kot sem rekel, ženska se mora odločiti, kaj bo. Ali bo mrha, pa bo ona trla moške, ali bo neka mamina punčka, pa bo kontra, ne? Bojo moški njo sesuvali. Čakaj, kaj sem hotel zdaj reči, spet me je ven fukano. Pizda, nekaj vmes dam, pa me potem tisto ven vrže. Nekaj zelo pomembenega. Ženska mora biti, kaj sem pa hotel reči? Da mi je šlo pa ven. Ampak zelo zanimiva stvar. Kaj sem pa... Aha, zdaj sem se spomnil. Najhujše je, ker ženska je hladna, sama po sebi je hladna, pa čaka moškega, da ji bo segrel, pa da ji bo vročo naredil, gnjeno, da bo ona žarela, pa to. Ne, ker tisti moški, ki ji bo segrel, ki ji bo vročo naredil, jo bo tudi ohladil. Ne? Enkrat bo prišlo do tega, ker nožica mu zre, greš tu dol. Ne? Tukaj greš gor, tukaj dol padeš. To je jasno. Ne? Zmeraj je ravnotežje. Ne? Se pravi, zato so mi všeč vroče ljubimke. One so ves čas vroče. One imajo tukaj samozavesti, da ne dopustijo moškemu, da bi izbil samozavest, da bi jo ohladil. Razumeš, ne? To so napredne ženske. Ampak ona več... Ja, mene take niso všeč, samozavestna ženska. Ona ves čas žari. In ko se enega moškega ne veliča, gre drugega. Sprav, ona ves čas žari, samo moške menja. Ne? Če bo pa ženska se pustila, da ji moški ohladi, pa bo pa hotela drugega spoznati, da bo moški spet segrel, spet te bo ta moški ohladil enkrat. Pa bo spet hotela drugega spoznati. Zakaj? Boljše, da je ženska ves čas vroča. Ne? Se pravi, da ima podivjane hormone. Ne? Ker danes, če gledaš po Sloveniji, po ulicah, vsi imajo ugasnjene hormone. Ne? Vsi so sklopljeni. Ne čutijo nič. Nič jim več med nogami ne ščemi, nič ne mrgoli, nič ni, nič mrtvo je vse, ni notranjega življenja. Jaz sem še daj denar pa neka zunanja lupina. Ne? Se še nekaj premikajo, še nekaj gibljajo, ampak v sebi so pa že umrli. Ne? Pol pa recimo ženska božja psa. Ja, pička ti matra, so to tvoje mokre sanje. A si pri 20 sanjala, da boš pri svojih 45 letih čohala psa pa poberala drek? No, sem kaj tu slabega. Kaj je slabega? Da imaš psa. Pes je tudi najbolj zvest prijatelj, noben človek ni tako zvest, kakor je pes. Kaj ti pes da? Pes ti ogromno da. Če ima ženska vročega ljubimca, ta moški ji da ogromno da. Lej, jaz če imaš pa mislim, psa, ti ne more pa pes nič. Pes ti velik da. Ne more se psom pogovarjati. Pizda, kdaj lažje kot s človekom. Ja, ni res. S psom se ne moreš pogovarjati, ne moreš z njim, nič ne moreš, smejati se ne moreš z njim, nič, samo čohaš ga, ja, pridem, nič ne moreš z njim početi. Ni še nikoli pes, samo pa ne veš, kako je tako. Sem imel, določene ženske so imele in je. Imam jaz rad pse, imam jaz tudi živali, začutim mojo energijo in najprej k meni pridi ali pa otroc, ne. Ampak, da bi se poukvarjal s psom, halo. Ali pa recimo imaš tiste ljudi, ki objemajo drevesa, tisti duhovni. Ne? Ja. Halo. Pa jaz bom šel drevo objemati, se bom še porezal, Madonna, isto ljubje. Zakaj pa ne bi raje žensko objemal, ki ima nežno, svilnato kožo, ki ima toplo telo?
Zakaj bi hladno drevo objemal? Ja, les ni hladen. Jaz opažam pri sebi, koliko bolj spim v lesenih hiškah, tako da potujem, kakor po nekih betonskih. Tako da les ima neko toploto, neko energijo, kakor bi ti rekel. Za objeme govorim, za toplino, ne moreš pa ti tle toplino. Les ti lahko sam da toploto, topline pa ne. To je razlika. Ne? Ja. In to je tisto, da ima ženska, da skupaj čuta tisto toplino, milino. Ne? To je tisto glavna stvar. Če tega ni, veš, meni ženska reče, ob tebi se počutim tako mirno, ne morem verjeti. Res, prav čuti tisti notrni mir, ker jaz nimam na žensko nobenega pritiska, ne? Verjamem, da to... Totalno nič, ne? Da to je siguren dober. Če bi bil ti polno zaljubljen, pa bi malo sprašal, kje si pa blag, do te klice tret, tu je formula za, da gre kdo narazen. Ja, seveda. Ker veš kaj je, seks, ljubezen je sama po sebi popolna. In potem ljudje not vlačijo čustva, ker hočejo s tem zboljšati. Pa nazadnje ugotovijo čustva ali pa emocije, ne, odvisno kaj, ne, da so s tem uničili vse. Seks je seks, ljubezen je ljubezen, pusti tako, kot je. Ne? Mi hočemo vse sprejemati, vse spreminjati. Recimo, zame osebno je najmočnejša pesem na tem svetu, ona slovenska, življenje je lepo, tako kot je, tako kot ponuja se samo, ne da ti ga spreminjaš, kako že gre življenje. Ne poznam. Ne vem. V glavnem ta pesem, ne, ti pove, življenje je lepo tako, kot je, ne da ti ga spreminjaš. Ker ko boš ti spreminjal, ne, potem boš avtomatsko ti, ker veliko več rabimo energije za poderati, kot graditi. Ker če hočeš ti poderati, moraš ti manipulirati, moraš lagati. Če pa gradiš, pa samo gradiš. Ne? Ampak ne, mi raj poderamo, ne? Mi raj poderamo. Sem se spomnil, ena ženska, ne? To je tudi zelo zanimiva. Sva bila na morju, v Portorožu sva bila. In pride šejk do nje. Ja. Kako lepa ženska, on je kar letel tam, ne. Vse sem si imel nekaj takih slabih žensk, ne. Wow, kaka lepotica, ne morem verjeti. Čisto on se je že zatrpal takoj, ko je videl, ne. V angleščini sta se pogovarjala. In jo je povabil na večerjo, Ja. ampak ne mene. Ne. Ja, logično, tudi jaz te ne bi. In sem rekel, pej, da vidim, kaj boš. Če sem ti dovolj zanimiv, bo že nazaj pošla, če pa ne boš, ni problema, ne. Bom takoj novo najdel. Ne. No in po 2 urah, kuk, je prišla do mene, me objela, poljubila, je rekla, ne zamenjam te za nobenega, pa čeprav vem, da nisi moj. Ne. Čeprav ženskam ne smeš tudi zmeraj vse verjeti. To so ženske, jaz dobivam ženske na takem nivoju, da to je naš sporozumevalni pogovorni jezik. Ne govorim zdaj o teh ženskah, ki se lastijo, ki se navezujejo, teh na nizkih nivojih. Ne. To so že višji nivoji. Ne. Ne, že zdaj mogla pa končati, zato ker mi te baterije grejo po 3 urcah pa pol, tako da ne bova brez zvoka ostala. Naslednjič lahko še kakšno drugo temo odpremo. Katero? Karkoli, o prehrani vem čisto vse. Ko jaz začnem o prehrani, ko jaz povem vse o prehrani, lahko vse knjige zažgete, ker vse je zlagano. No, lej, zanimiva tema, sicer so prehrani, ne vem, čist nič, ne. Saj tudi v ženskah ne veliko mečke najti, tako da, lej, se bova zmenila. Ja. Ja. Hvala ti, ko si prišel.
pa se zmenimo za naslednjič. Dragi gledalci, hvala, ker ste pogledali do konca. Napišite kakšen komentar, naročite se na moj kanal in se vidimo na naslednjem podcastu. Hvala.